Pa je končno nazaj. Po 2 letih se Rally spet vrača v Vipavsko dolino. Nazadnje je tu v začetku sezone 2019 zmagal Rok Turk, ki je zdaj z 2 zmagama izenačen s Humarjem, Kavčičem in Peljhanom za največ zmag na tem ralliju. A vse to se lahko spremeni v drugi dirki letošnje sezone. Če je do tega prišlo, se oglejte v reportaži Autoportreta.si z jubilejnega 10. rallija Vipavska dolina. Kako pa stvari izgledajo v prvenstvu? Prva dirka sezone konec maja v Velenju je s spremenljivimi pogoji poskrbela za preobrate in s tem nepredvidljive rezultate. Skupno zmago je slavil Nemec Dominik Dinkel, ki je sploh prvič nastopil na slovenskih tleh. Prvak Rok Turk je naletel na tehnične težave, a je njegova prednost še vedno znašala več kot 3 minute pred Peljhanom za zmago v konkurenci državnega prvenstva. Mark Škul je poskrbel za presenečene dirke. 17-letnik je namreč stopil na 3. stopničko in s prednostjo dobre minute zmagal v diviziji 2. Tesno bitko v prvi diviziji med Nejcem Mrakom in Luko Brusom je za 7 sekund dobil slednji. Matic Humar pa je po odstopu Jake Valanta zmagal v diviziji 3. Od zadnje izvedbe rallija Vipavska dolina so se pojavile številne spremembe, predvsem v izpeljavi hitrostnih preizkušenj. Večernega superspeciala letos ni bilo, tako da je bil rally izpeljan samo v soboto. Zjutraj sta se 2-krat ponovila brzinca Predmeja in Manče, popoldne pa malo spremenjene Žablje 3-krat in Višnje 2-krat. 79 posadk se je prijavilo na dirko, kar je manj kot 2 leti nazaj, a glavni akterji so seveda bili zraven. Prihod je napovedal tudi princ Albert von Thurn und Taxis iz Nemčije, ki je v Sloveniji nazadnje nastopil na ralliju Idrija 2019. Ob 8:23 je bila na sporedu prva hitrostna preizkušnja na slikoviti Predmeji. Turk in Ošlaj sta si že takoj nabrala prednost 10 sekund pred princem Albertom in Bernhardom Etlom. S podobno prednostjo sta začela Marko Grossi in Tara Berloh, tokrat z novim Peugeotom 208 Rally 4. Po dolgem dirkaškem premoru se je vrnil tudi Rok Jerkič, prvak divizije 1 izpred 2 let nazaj. Tokrat z dirkalnikom razreda R2. A njegov povratek ni bil to, kar sta sovoznikom Markom Stoperjem pričakovala. Le po nekaj kilometrih uvodnega brzinca je sledilo tole. 90, desno 5. Dirkača sta jo k sreči odnesla brez hujših poškodb, a tega ne moremo reči za uničen avtomobil. Hitrostna preizkušnja je bila samo po 19 posadkah odpovedana, ostali so jo odvozili kot etapo. Hitro pa je sledil že naslednji HP Manče, kjer sta se ozračje in asfalt že dobro začela segrevati. Kljub temu so videli kar nekaj vrtenj kmalu po štartu. Najprej je Rajko Žakelj v enem od 4 RP dirkalnikov na tej dirki, nato Grega Premrl v Toyoti GT86, ki se je dobro rešil. Malo več dela pa je imel Matjaž Zupančič z BMW-jem M3, ki pa je po tej hitrostni preizkušnji celo odstopil. Odličen čas je postavil Martin Štucin s Cliom R3, ki ima na tej dirki zanimivo vlogo. Poleg dirkanja je namreč organizator rallija Vipavska dolina. Štucin je s 3. časom skupno na HP Manče napovedal boj za zmago v diviziji 2. Ta je izgledal zelo tesen. Najboljših 5 je namreč ločilo samo 15 sekund. Rok Turk očitno Predmejo dobro pozna. Znova je princu Albertu vzel 9 sekund. Njegova prednost pa je po 3 preizkušnjah znašala 23 sekund. Tudi Grossi je tako kot pri prvem prehodu znova naredil večjo razliko. Matic Humar je prednost v diviziji 3 povečal na 38 sekund pred Kristjanom Širokom. V prvi diviziji pa je vodstvo prevzel povratnik Matjaž Mihevc z novim Cliom Rally 5. Prav tukaj pa smo po dolgem času videli večje število prijavljenih jugov. Štartalo jih je 10. A že po 3 brzincih se je število teh dirkalnikov na dirki razpolovilo. Prav Aleš Žakelj je z enim od teh avtov povzročil nesrečo, tako da smo znova videli etapo za preostale posadke. Žakelj in Rejc se nista poškodovala. Nesreč pa še ni bilo konec. Jaka Žvab in Bort Prosenc sta na zadnji preizkušnji do poldneva po skoku izgubila kontrolo. Lahko sta samo nemočno sedela v avtu, ko se je ta vrtel vse do dna Grabna.
Varnost dirkalnikov je znova poskrbela, da se ni nihče poškodoval. Probleme na mančah je imel tudi Mark Škulj, ki je prebil sprednjo desno gumo. Pozicijo v diviziji 2 sicer ni izgubil, a je šlo veliko časa po zlu. Matej Požar je prav tako naletel na težave, ki pa so bile malo hujše. Do cilja brzinca je še prišel, a je nato odstopil. Podobno je bilo z Vasjem Miklavčičem, do takrat tretjega v diviziji 3. Sledil je zasluženi počitek v centru Vipave. Prve vtise po jutranjem delu sta za nas strnila Grega Primoru in Darko Peljhan, ki sta besedo rekla tudi o novostih na letošnji trasi dirke. Prvo mi je všeč to, da smo na takih sekundah. Dejansko jaz sem 9. generalno do 4-8 sekund se skozi nek menjujemo. Smo res sekunda, pol sekunde. To je res super, prav uživam, tudi drugi po mojem. Zdaj, kaj bo odločilo, ne vem. Jaz vem, da se s tem niti ne obremenjuje, jaz za neko svojo vožnjo, sem rekel, sploh ne bom gledal neki na rezultat. Bomo videli pol, kaj bo do konca ratelo, bo pa odločilno. Zbranost največ, pa tudi bomo videli zdaj, ko bo je žablje. Je pol novih žabelj so nove, višnja tudi nekaj novega. Tako da bo kar nek faktor, mislim pa zbranost, da bo dosti glede na to temperaturo. Pa moram reči, da so hitrostne preizkušnje take zanimive, lepe, malo skombinirano, novo, malo staro, tako da je dobrodošla sprememba. Rekel, meni je čisto všeč, da je tu usko, navito, rekel, čim bolj zakomplicirano, kot pa kakšne hitrostne preizkušnje. Kaj pričakujete za drugi krog brzincev? Zelo težko reči, ker ti dvokolesni avtomobili so ratali strašno hitri, tudi fantje se vozijo, mislim, ni kaj reči, ta ne. Tako da vse, bom rekel, je rally. Pač pride do konca, pa se pol rezultati nekako pokažejo. Končno so po 2-letnem premoru sledili žabeljski hardi, kjer se ponavadi zbere velika množica navijačev. Tudi letos ni bilo drugače, do štarta prvega prehoda ob 15:18 se je kljub vročini nabralo veliko gledalcev, lačnih drsenja po teh atraktivnih ovinkih. Tega je bilo seveda veliko, se pa na lestvici rezultatov ni kaj dosti spremenilo. Turk je še vedno počasi povečeval prednost. Je pa na naslednjem HP-ju Višnje Darko Peljhan skočil na 4. mesto v razvrstitvi državnega prvenstva in že gledal proti najnižji stopnički, ki jo je držal Štucin. Na Višnjah se je tudi Albert von Thurn in Taxis najbolj približal vodilnemu Turku, ki pa ga je na naslednji hitrostni preizkušnji celo premagal z minimalno prednostjo. Martin Ravenščak, 6. izvelenja v diviziji 2, je 3 ovinke pred koncem žabelj malo preveč agresivno posekal notranjo stran in relja je bilo zanj konec. Tudi Jurej Rep je na tem HP-ju predčasno zaključil z dirko zaradi tehničnih težav. Odstopi v diviziji 1 so se kar vrstili. Po krajšem premoru sta sledila še 2 brzinca. Princ Albert je na drugem mestu zaostajal za manj kot pol minute, kar niti ni slabo proti 4-kratnemu prvaku na domačih tleh, a se mu je zaostanek povečal na 44 sekund zaradi prebite gume v drugi polovici HP Višnje. Prednost pred Grosjem na 3. mestu je bila dovolj velika, tako da drugo mesto ni bilo ogroženo. Sledila pa je še ena nesreča. Odstopil je David Pivk v MG-ju, ki je bil v dopoldanskem delu celo drugi v prvi diviziji. Še žablje zadnjič. Prebita guma ni nič ustavila Alberta von Thurn in Taxis. Znova je postavil najboljši čas HP-ja. Je pa Rok Turk s 7 dobljenimi brzinci od 9 brez zapletov že tretjič slavil v Vipavski dolini in s tem postal najuspešnejši dirkač na tem relju. A seveda ni vse tako lahko, kot se zdi. Najhitrejša dirkača smo videli na koncu v Ajdovščini. Verjetno je izgledalo, ja, iz ekrana, iz spremljanja rezultatov lažji, kot v avtu. Dirka ni bila lahka, no. Vseeno se je bilo trebalo peljati, trebalo imeti tempo, pasti je bilo kar dosti. Sploh ti novi odseki so stvar popestrili, kar je bilo super. Podpiram ti nove stvari, tehnično, bom rekel, zahtevno izbrani. Tako da dirka ni bila težka, no, 9 štartov, 9 preizkušenj za odpeljati v tempu brez napake, si mogel biti kar zbran, no. Tako da tudi probala so v bistvu brzince popravljati čase, naslednje kroge, tako da v bistvu zadala so si en tak tempo, no. Really wonderful event, beautiful place, really wonderful stages, very tricky, very slippy, technical, a lot of fun, really a lot of fun. What are the possibilities that you will race once again in Slovenia this year, maybe? Oh, for sure, we will try to do this also in the next years, but I think we will come to Nova Gorica at the end of the season. Za stopničke je bil dovolj hiter še Marko Grossi. Končal je 26 sekund pred Peljhanom
ki je prav na zadnji hitrostni preizkušnji prehitel Štucina. V najboljši deseterici najdemo še 4 Fiesta Rally 4 in Grego Premrla. Aleš Zrinski je top 10 zgrešil za slabih 50 sekund. Zdaj pa še državno prvenstvo. Marko Grossi še nikoli ni končal tako visoko, je pa za zmagovalcem Turkom zaostal 3 minute in 7 sekund. Darko Peljhan je z Lancerjem EO9 končal na stopničkah, 3 minute in 33 zadaj. Martin Štucin pa je samo za sekundo zgrešil najboljše 3. Jernej Faklin, 4. iz Velenja, je tokrat končal 5. V točkovanju je še vse odprto. Turk na vrhu 15 točk pred Peljhanom, Grossi in Fakin pa nista daleč zadaj za njim. Matjaž Mihevc je v diviziji 1 s 3 preizkušnjami do konca imel prednost 29 sekund, a jih je do konca nekaj izgubil. Še vedno pa je bilo to dovolj za njegovo prvo zmago po osvojitvi naslova divizije 2 leta 2015. Ravno na zadnjem prihodu Žabelj je prišlo do spremembe na stopničkah. Primož Kačič je prehitel Nejca Mraka, ki je ujel počasnejšo posadko pred seboj. Oba pa sta zaostala 19 sekund za Mihevcem. Ta prvo brzin sva probala malo napaditi, no, pol sva pa v bistvu malo kadne taktizirala, bolj tipala se prevajala na avto, nismo naredili nobenega konkretnega testa z avtom. Tako da pač malo je bilo tudi sreče, glede kako so drugi vozila, ne. Ampak na koncu vse pošlo, no. Kaj pa zdaj ta zmaga pomeni za nadaljevanje državnega prvenstva? V načrtu je še en rally, še železniki, pol bomo pa videli naprej, kako se bojo stvari poklopile pa. Luka Brus, zmagovalec Velenja, je bil tokrat daleč zadaj za najboljšimi 3, a še vedno vodi točkovanje divizije 1. Sta pa Kačič in Mrak z minimalnim zaostankom izenačena na 2. mestu. Mihevc pa je skočil na 4. Boj za naslov bo še zelo oster. Marko Grossi in Tara Berloc sta prvič nastopila z novim dirkalnikom in takoj stopila na vrh divizije 2. 27 sekund je znašala prednost do posadke Martin Štucin, Tjaša Medvešek v Clio R3 Maxi. Jernej in Gregor Fakin pa sta znova končala na stopničkah, tokrat 49 sekund za zmagovalcema. Tudi Borut Bratina na 4. in Jad Medved na 5. mestu nista zaostala veliko, 10 sekund jo je ločilo do najboljših 3. Prisluhnimo še Marku Grossiju. Ful sem vesel, da mi je to uspelo. Prišel sem Sršenje gnezdo in zmagal in z avtom so se, mislim, da kar najdla. Najbolj sem vesel tega, da nisem imel ene kritične točke ali situacije. Samo na tisti višnji sva se peljala v travo enkrat, pa še to nisva zgubila sekunde. Tako da vesel sem te zmage in upam, da bo to sezono še bilo takih bojev, kot je bil danes. Kakšen je zdaj cilj za nadaljevanje državnega prvenstva? Ja, nič. Zmagati vse dirke do konca. To je cilj. To bom tudi probal narediti in upam, da mi bo uspelo že čez mesec dni v Železniki. Marko je s to zmago prevzel vodstvo na lestvici, a je tudi tukaj zelo napeto. Fakin samo 4 točke zadaj, Škulj, zmagovalec v Velenju, pa 6. Grega Premrl, 3. in 6. do zdaj v tej sezoni, vse dobro drži, 13 točk za vodilni. Divizija 3 je bila še najmanj zanimiva, kar se časov tiče. Znova sta zmagala Matic Humar in Matic Peternel s Cliom RS. Njuna prednost je bila minuta in 3 sekunde pred Kristenom Širokom in Tadejem Simčičem v Peugeotu 306. Miran Fabijan in Grega Žvokl na najnižji stopnički že 5 minut 40 zadaj. Je pa tukaj končalo samo 7 posad, ki so vse zbrale dobre točke. Tudi na lestvici je prednost največja od vseh. Humar vodi za 22 pred Fabijanom. Širok je nastopil samo v Vipavski dolini, Miklavčič pa je odstopil po 4. brzincu. Sta pa izenačena 24 točkami na 3. mestu. Vroč dan po prazniku je zagotovo gledalcem prinesel velik spektakel v Vipavski dolini. Prvi 2 dirki sta z nami, sezona pa počasi prehaja v sredinski del. Sledi rally Železniki, ki bo izpeljan malo drugače kot ponavadi. V soboto 24. julija bomo videli 4 hitrostne preizkušnje, v nedeljo 25. julija pa 6. Akcija je kot vedno zagotovljena, prav tako pa tudi naše poročanje z dirke. Če ste v tej reportaži uživali, stisnite like in se naročite na naš YouTube kanal. Vabljeni pa tudi k sledenju našim Facebook in Instagram stranim. Do Železnikov pa uživajte v počitnicah in se vidimo konec julija.